Novo sezono avtomobilnosti kot vedno začenjamo z izborom za slovenski avto leta. Razložimo vam, katera dejstva so nas vodila pri razdelitvi naših točk med Kodiaka, Ola, 5008, Civica in CX-5. V družbi težke mehanizacije smo spoznali novo Dacia Duster, na naših cestah pa preizkusili novo Fiesto in Crosslanda. Pozdravljeni v avtomobilnosti in v prvi letošnji oddaji, v kateri se že skoraj po tradiciji posvečamo predvsem izboru za slovenski avto leta. Da se avto leta 2018 izbira med vozili, ki so na ceste zapeljala v letu 2017, ni nobena posebnost. Tudi evropski avto leta bo predstavljen v Ženevi spomladi, bo nosil naziv 2018, pa čeprav bodo to vozila iz leta 2017. Pomembno pravilo pa je, da je bilo v lanskem letu registriranih vsaj 25 avtomobilov in teh je bilo v lanskem letu zelo veliko. No, ko pa enkrat pridejo avtomobili v sam izbor, potem ste na vrsti vi, dragi gledalci oddaje Avtomobilnost, tistih, ki nas spremljate na spletnem portalu MMC Poševnica Avtomobilnost in pa seveda poslušalcev Vala 202 ter naših ostalih partnerskih medijskih hiš, ki sodelujejo pri izboru za avto leta. Zdaj pa je čas, da na podlagi 5 finalistov, ki ste jih izglasovali vi, dragi gledalci in gledalke, podelimo točke tudi v našem skupnem združenem uredništvu RTV Slovenija. Tu smo uredništvo Avtomobilnosti, MMC Poštevnica Avtomobilnost in pa seveda Val 202. Če se ozremo malce nazaj v 25-letno zgodovino teh izborov, potem je ena od značilnosti, da je bilo 16 dosedanjih zmagovalcev Nemcev. 4 so prišli iz Francije, 2 avtomobila iz Japonske, 2 iz Češke in 1 iz Italije. Tokrat pa imamo v finalu 2 Japonca, pa enega Nemca, enega Francoza in enega Čeha. Miha, verjetno tudi na MMC-ju prednačijo kliki na SUV-je. Res je, da so SUV-ji tisti najbolj popularni, ampak v bistvu, če pogledamo malo bolj oddaleč, ugotovimo, da prav teh 5 finalistov letos prav zelo dobro kaže, kaj se na splošno dogaja v avtomobilskem svetu. No, ampak če smo malo bolj konkretni, potem se ne smemo omejiti samo na to, da rečemo, da je izmed 5 finalistov kar na 3 mestih najti športne terence, ampak predvsem to, da so se karte tako močno razdelile na novo zaradi športnih terencev, ki najedajo praktično vse druge razrede avtomobilov, da sta zanimiva v resnici preostala 2 kandidata, Polo in Civic. A preden vam predstavimo našo lestvico, se posvetimo aktualnim dejstvom, ki so vplivali na naše glasovanje. Avtomobilski svet se je namreč v zadnjih nekaj letih povsem obrnil na glavo. Cene so se močno dvignile, po nekaterih izračunih v povprečju celo za 8.000 evrov. In v skladu s tem so se avtomobili močno spremenili. Tudi razmerja med različnimi razredi in različnimi karoserijskimi izvedbami so povsem nova. Stare predpostavke je torej danes treba vzeti z veliko mero previdnosti. Opazka številka 1 je, da so malčki močno ugriznili v tržno pogačo tako imenovanega golfovega razreda. Klasičnih malih avtomobilov namreč ne kupujemo več zato, ker bi bili nizkih cen. V ta namen imamo danes nizkocenovne avte in pa še manjše malčke, okoli 3,5 metra dolge minije. Ne, Pola in njegove konkurente danes kupujemo zato, ker so šik in imajo res vse, kar imajo tudi večji avti. Ta stara in oguljena fraza še nikoli ni bila tako resnična. Primer tega pa je recimo aktivni tempomat, ki je postal že normalna, če ne že kar obvezna oprema. Pojdimo v razred višje, v razred, ki ga Polo dejansko napada. Kombi limuzine, ki so v tem razredu, so danes kupcem zanimive samo še, če ponudijo še kaj več. Ali v smislu voznih lastnosti, luksuzne opreme, ali pa, kot je tudi najbolj pogosto, v obliki zelo športnega videza.
In med kandidati za avto leta to dejstvo nazorno kaže Honda. Civic. Ta klasik je namreč v 10. generaciji postal 5-vratni kupe. V njem se počutiš tako, kot smo se nekdaj samo v pravih športnikih. In potem so tu SUV-ji. Tržni boj z njimi so že izgubili enoprostorci, a kar nam kažejo tokratni kandidati za avto leta je, da tudi SUV niso več samo avti, v katere vstopamo pokončneje, torej brez bolečin v hrbtu. SUV tudi niso več samo nastopaški stroji za dvigovanje samozavesti. Družinam so začeli vračati dolg. Tako imamo med letošnjimi kandidati 2 terenca s 7 sedeži. Tovrstne avte imamo mi nasploh zelo radi, saj lahko z njimi na treninge peljemo še sosedove mulce, pa tudi zato, da smo na izletih številčnejši, izkušnje v tujini pa kažejo celo, da avti z dodatnima sedežema bolje ohranjajo vrednost in so sploh v drugem življenjskem obdobju bolj zaželjeni. No, poleg 2 zložljivih sedežev v zadku pa letošnji izbor prinaša tudi premiero, ki bo všeč družinam. Enoprostorsko ločene sedeže v drugi vrsti. In še četrto dejstvo, ki je vplivalo na naše glasovanje. Dogaja se, da ni več na prvi pogled jasno, kaj je premium in kaj mainstream. Marsikatera znamka namreč vgrajuje prestižne elemente, ki smo jih doslej dobili le pri tistih žlahtnejših znamkah. Med letošnjimi kandidati je primer tega Mazda CX-5. Svojo obliko je zasenčila že marsikaterega Nemca. Peto dejstvo, ki ga pri glasovanju nismo mogli spregledati, je staro in znano, a vse bolj občutno. Danes lahko namreč en in isti model dobite pod različnimi blagovnimi znamkami. Tako 2 letošnja finalista že poznamo iz lanskega finala. Pa poglejmo, kako smo točke oziroma mesta tem finalistom podelili v našem uredništvu. Pri tem avtomobilu je vsekakor potrebno izpostaviti kreativno oblikovanje in pa odlično združitev enoprostorskega koncepta s športnim terencem. To je tudi prvi športni terenec v tem razredu, ki ima zadaj 3 ločene sedeže in s tem poudarja nekako družinskost. Na 5. mesto pa smo ga postavili, ker je to pravzaprav lanski zmagovalec v malo bolj družinski preobleki. Menimo, da ne bi bilo primerno, da bi 2-krat zapored zmagal bolj ali manj isti avto. Škoda Kodiaq je v bistvu prvak med vsemi finalisti, saj je še preden je sploh zapeljala na slovenske ceste, razprodala vso razpoložljivo kvoto vozil, ki so bili namenjeni za to leto za slovenski trg. Kupci so torej Kodiaqe pokupili še preden so sploh sedli van. Zakaj samo 4. mesto? Zato, ker je Škoda Kodiaq v svojem bistvu avtomobil, ki je že lansko leto nastopil izbora za slovenski avto leta. Kodiaq je namreč Volkswagen Tiguan Allspace. Pri dizajnerski Mazdi CX-5 nihče več niti ne pomisli na komaj 10 let stare Mazde, ki so bile sicer tehnično brezhibne, ampak oblikovno precej puste. S CX-5 je Mazda jasno svoje prodajno kopje namerila v Audi in BMW, v premijski razred torej. Prepričala pa nas je s tem, ko je ohranila nepremijsko ceno. Zato stopničke za Mazdo. Civic že desetletja velja za legendaren model. Tokrat že v osnovi izgleda takole športen, dinamičen in tudi pohvaliti moramo, kako se pelje, kajti volan pri redko katerem avtomobilu, tudi športniku, dobiš tako odziven in tako zelo dobro povezan s cesto. Za drugo mesto pa nas je prepričala cena. Civic je namreč že v serijski opremi za današnje razmere varnostno popolno opremljen. In če smo drugo mesto dodelili kupeju, pa prvo mesto
v našem skupnem uredništvu Vala 202 avtomobilnosti in pa MMC-ja dodelujemo malčku, vsem dobro znanemu Volkswagenu Polu. Ki pa ni več malček, tako po velikosti, kot predvsem po vsebini. Ta razred, prav Polo, postavlja na drugo raven. In spet nas je prepričala cena. Namreč kljub merski rasti in bogati ponudbi opreme je Polo ohranil sprejemljivo ceno. Pri Volkswagenu so si očitno zadali cilj, da modernizira slovenski vozni park. Če povzamemo, za zelo dostopen denar dobimo zelo modern avtomobil. Znani so glasovi oziroma mesta, ki smo jih podelili v našem uredništvu. Preden pa nas dež povsem zmoči, poglejmo še delček oddaje, potem pa ob koncu razglasimo slovenski avto leta 2018 v sodelovanju tudi z ostalimi medijskimi hišami. In the beginning, introducing Dacia in Western Europe was a very big challenge because no one had heard of the brand. In Central and Eastern Europe, it was even maybe a bigger challenge because the reputation of Dacia brand was not so positive. And since 13 years, we have worked on this reputation, mostly by proving through our products that we do good products, good quality, giving a lot of benefits for the users. Duster je za Renaultovo znamko, ki ima korenine v malem kraju sredi romunskih gora, pomenil prelomno točko. Prišel je v času, ko je bilo že povsem potrjeno, da si tudi v bogati zahodni Evropi želimo preproste, tehnično zanesljive in cenovno korektne avtomobile. Pokazalo se je, da dače ne izbirajo samo tisti, ki si avtomobil komaj privoščijo, ampak tudi ustrezno premožnejši kupci, ki pa svojega težko prisluženega denarja ne želijo porabiti za marketing in razne fancy trendovske ideje. Pripravljeni so plačati izključno za uporabne tehnikalije. Teh pa mora biti kar največ, ker pripravljeni smo porabiti nekaj tistega denarja, ki smo ga z nižjo ceno avta privarčevali, a le, če je to smotrno. How can you determine what goes into the Dacia and what stays for the Renault? We have a very simple rule. This equipment has to be simple, it has to be reliable, it has to be affordable. I take the example of the new multi-view camera. We decided not to adopt an around view monitor with a processed image of the surrounding of the car because it would have been more expensive. So you are always 2 or 3 years behind the competition? We only introduce a technology when it is fully proven. Let's take the example of the keyless access. It's been in the Renault range and in the market for at least 10 years. We want high satisfaction of our customers, so we always wait a period of time before introducing technologies. This is for sure. Dacia Duster je v poplavi malih športnih terencev, ki so v zadnjih nekaj letih dobesedno preplavili avtomobilski trg, kar en velik posebnež. Poseben je namreč zato, ker ob takšni karoserijski prostornosti in v cenovnem razredu okoli 20 000 evrov ponuja 4-kolesni pogon. In ta 4-kolesni pogon sta doslej izbrali dobri 2/3 vseh kupcev. Po eni strani zato, ker je zaradi nizke cene dosegljiv, a tudi zato, ker je 4-kolesno gnani Duster v kombinaciji z 21 cm oddaljenostjo od tal, zaščitnim dnom ter odličnimi vstopnimi in stopnimi koti resnično zmogljiv terenec. As an evidence of this, we even provide a Duster to some organizations that have a very intensive usage of their vehicle. We have in Slovenia the famous partnership with the mountain rescuers. Also in several countries, we provide Duster to some teams working for the water and forest organizations. Terenskost je seveda ena Dusterjevih bistvenih značilnosti, zato je bilo nujno, da je Duster druge generacije ostal vizualno izredno podoben svojemu kultnemu prvencu. In to, čeprav so enaki predhodniku ostali le motorji,
pa še pri teh so na voljo nove kombinacije, naprimer dvosklopčni avtomatski menjalnik, ki ga toplo priporočamo. A ker je koncentracija kupcev SUV-jev tega cenovnega razreda najvišja, pa je še bolj pomembno, da je udobje Dusterjeve kabine zdaj že skoraj na nivoju ne nizkocenovnih tekmecev. Pa naj dodamo, da si je Dacia doslej prav po nepotrebnem ožala možen nabor kupcev. Visokorasli si recimo doslej nikakor niso mogli najti ustreznega položaja za volanom, no in ta problem je zdaj rešen. V nadaljevanju oddaje preizkusimo Fiesto, odličnega malčka, ki smo ga v finalu avta leta kar malo pogrešali, in šminkerskega francoskega Nemca Crosslanda. V novicah pogledamo, kateri novinci se bodo letos pripeljali k nam in seveda bomo spet govorili o izganjanju dizlov. A teaser številka 1 je, da vam ob koncu oddaje premierno povemo, kateri je slovenski avto leta 2018. V našem uredništvu smo torej na prvo mesto postavili Pola. A Polo je zgolj eden od vsaj 3 izvrstnih malčkov, ki so minulo leto pripeljali na naše ceste. Če bi bila v izboru za slovenski avto leta še Ibiza in Fiesta, bi bil ta veliko težji. No, Ibiza je recimo bolj atraktivna, Fiesta pa malo bolj dinamična. Fiesto spoznajte v tej oddaji, Ibizo pa v naslednji. Pravijo, da barvo izberejo lepše polovice, a bi rekli, da se v tem primeru zelene Fieste verjetno strinjata obe polovici. A lahko smo prepričani, da Fiesta ni lepa zgolj v tej turkizni barvi, namreč ko pomežikne s svojimi svetlečimi očmi, pusti močan vtis, pa če to hočemo ali ne. Za samo Fiesto so sicer analitiki in tudi Fordovci rekli, da se je premaknila upmarket. Izraz je z eno besedo težko posloveniti, a razumemo ga lahko tako, da se Fiesta odmika od svojih razrednih tekmecev višje po lestvici proti dražjim avtomobilom. S čim? S tem, da je tako zelo šik in da nudi kar se da veliko tistega, kar lahko ponudijo tudi dražji avtomobili. To se v Fiesti močno čuti, čeprav ne smemo prezreti, da so to lastnosti tudi nekaterih Fiestinih najbolj svežih rivalov. In ja, tudi Fiesta ni popolna. Višje raslin bo preniska, tako spredaj kot zadaj. Fiesta je pač malček, ki je zrasel v pamet, ne pa v centimetrih. Dajejo pa sedeži dobro oporo in to je pravzaprav še najbolj bistvenega pomena. Kajti Fiesta je odličen avto za ovinke, tiste dinamično odpeljane. Ne mučite je zgolj z mestom in avtocesto, peljite jo na izlet po slovenskem podeželju, vrtite njen volan, vozne lastnosti so namreč tisto, po čemer Fiesta resnično močno pozitivno izstopa. In tako zelo lahkotna je, da kar pričakujte, da se boste po vožnji s Fiesto s težkim srcem presedli nazaj v večji družinski avto. Seveda je povsem očitno, da Fiesta ni mogla ostati na isti cenovni ravni kot v prejšnjih generacijah. A pogled na cenik pravzaprav preseneti. 15 000 namreč stane primerna motorizirana Fiesta in predvsem primerno založena z modernimi gadgeti. Za ta denar pa dobimo v bistvu kar veliko. Recimo tudi vse bolj obvezen aktivni tempomat. Za tiste, ki ne morejo pozabiti, da so malčki tega razreda še pred leti stali le kakih 12 000, so pri Fordu za vsak primer pripeljali še enega cenejšega malčka, model K+. A na koncu dneva bo prevladalo vprašanje, kateri vsak dan bo prijetnejši. In to je pri teh dveh močno očitno. Naj vas spomnimo še na nekaj zanimivih člankov z našega zavihka na MMC-ju. Pripravili smo nabor napovedanih avtomobilskih novosti za leto 2018. Leto z novimi serijskimi modeli zagotovo ne bo tako bogato, kot je bilo minulo, a očitno bo letos v znamenju prenove spodnjega razreda. Glavna zvezda tega leta bo namreč nova generacija Forda Focusa, a pomp ob začetku prodaje bodo kratile nove generacije Mazde 3, Kia Ceed, Mercedesa A, marsikomu pa bo izračun pokazal, da je že zrel za električni avto, kot na primer nova druga generacija Nissana Leafa.
Ob tem naj mimogrede dodamo, da bo v prihodnjem letu v Slovenijo zapeljalo vsaj 12 novih vozil z baterijami za pogon. Na račun bodo prišli tudi tisti premožnejši, prihaja novi Touareg in Audi A7, slednjega bomo vozili še pred začetkom pomladi. Na MMC-ju smo pisali tudi o tem, da so veliki avtomobilski proizvajalci Slovenijo še enkrat zaobšli. BMW bo recimo svoj poligon za testiranje samovozečih avtov raje zgradil na Češkem, Tesla pa je pot iskanja lokacije nove tovarne podaljšala do Madžarske. Spomnimo vas tudi na zgodbo o Formuli 1 izpred 50 let, v ta stari šport se namreč vračata Alfa Romeo in Maserati. Imamo tudi kar nekaj korporativnih novic. PSA s pridruženim Oplom pospešeno išče načine za mehko odpuščanje v Vauxhallu. Hkrati pa Francozom dobro uspeva posel s kombiji, povečujejo proizvodnjo le-teh. Kitajski Geely se očitno ozira po novih področjih, potem ko je Volvo že močno poživil, zdaj začenja pridobivati veljavo tudi v Volvo Trucks. In ni mu dovolj, da z nakupom podjetja London Electric Vehicle Company pravzaprav elektrificira Veliko Britanijo. Po novem od tega proizvajalca londonskih taksijev Kitajci pričakujejo, da bodo londonske taksije vkomponirali še v kako drugo svetovno metropolo. Medtem se krepijo novodobni taksiji. O tistih, ki vozijo brez taksista, bomo bolj na dolgo govorili v prihodnji oddaji. Tokrat naj vas seznanimo predvsem s tem, da Uber, sovražnik sindikalistov in dacarjev, v Evropi dobiva vse močnejšo konkurenco. Enega od njih, podjetje MyTaxi, je nedavno finančno prevzel celo Mercedes-Benz, torej najboljši prijatelj mnogih nemških taksistov. In potem, ko je Toyota dizle umaknila iz ponudbe modela CHR, je zdaj v Italiji dizelske motorje umaknila kar iz celotne palete vozil. In če smo mi pri izbiranju slovenskega avta leta glasovali po mnogih kriterijih, pa je Euro NCAP varen avto leta določil po zgolj enem kriteriju – varnosti. In najbolj varen avto leta 2018 je Volvo XC60. No, saj veste, da ne bo šlo brez omenjanja Oplovih korporativnih odločitev, preveč so občutne v tokratnem izdelku. Kajti čeprav se sosedje na obeh bregovih Rena radi norčujejo drug iz drugega, ko gre za skupne koristi, znajo sodelovati. Je pa v novem Oplu čutiti, da je bilo sodelovanje še pred samim prevzemom očitno delegirano bolj z zahodne strani, kajti ta Opel, torej ta Nemec, je namreč bolj francoski, kot so novi Peugeoti in Citroeni nemški. V praksi to pomeni, da se bodo tisti navajeni Oplov v Crosslandu morali marsičesa na novo privaditi. A glede na to, da so se Opli v zadnjih desetletjih že večkrat temeljito spremenili, so zvesti Oplovci privajanja na nove ideje tako ali tako že navajeni. Seveda v primeru Crosslanda tudi ne bo šlo mimo primerjav z Moko, že obstoječim Oplovim malim SUV-jem. Pričakovati je, da bo Moka slej ko prej zaključila svojo zgodbo, a ta hip je še preveč sveža, da bi bilo to smiselno. A čeprav sta podobnih mer, sta mala Opla v praksi med seboj kar občutno različna. Mimoidoči so ocenjevali, da je eden lepši od drugega, a se niso zedinili, kateri je to. Po prostornosti pa je gotovo v močni prednosti Crossland, že v kabini, sploh pa v prtljažniku. Bolj občutne razlike pa so v vožnji. V tem primeru je v občutni prednosti Moka. Crossland je namreč izključno mestni SUV, zasnovan zgolj nezahtevnimi vozniki v mislih. Francoski bencinski motor je že v redu, izkaže se z nizko porabo, a kdor se veliko vozi po ovinkastem slovenskem podeželju, bo nemško Moko veliko bolj čislav. Še posebej, če rad vozi dinamično ali pa če se kdaj pa kdaj spusti v težje vozniške razmere. Pa sploh ne samo zaradi tega, ker Crossland ne ponuja učinkovitega Mokinega štirikolesnega pogona, bolj moti, da ni na voljo niti z že večkrat pohvaljenim sistemom All Grip, ki s pomočjo elektronskega prilagajanja podajanja motorne moči v slabih razmerah pušča nekaj zdrsavanja in s tem izboljšuje oprijem. Manjka celo elektronski sistem za pomoč pri spustu po recimo zasneženih klancih. Oboje so Francozi zadržali zase, v sorodnem Citroenu sta namreč oba sistema na voljo. Verjamemo, da je zadaj korporativni razlog.
Zdaj, ko vemo, kako smo točke podelili v našem uredništvu, pa je res čas, da izvemo, kateri je slovenski avto leta 2018, da odpremo kuverte in razglasimo zmagovalca. Glasove vseh uredništev skupaj pa nam bo predstavil predsednik žirije Tomaž Porekar. Predstavniki 7 medijev oziroma njihovi novinarji smo izglasovali slovenski avto leta 2018. Zmagal je Volkswagen Polo s 33 točkami. Takoj za njim z 32 se je uvrstila Škoda Kodiaq. Tretja je bila Honda Civic z 29 točkami. Sledila pa sta še Peugeot 5008 z 18 točkami in Mazda CX-5 s 14 točkami. Pa ga imamo. Slovenski avto leta 2018, ki bo celo leto na sebi nosil zeleno nalepko, ki mu poleg prestiža daje tudi popotnico dobre prodaje. V prihodnje avtomobilnosti pa pogledamo prek leta 2018. Leta 2019 naj bi na ceste namreč zapeljal prvi serijski avto brez volana, če bodo ameriške oblasti to dovolile. No in ko smo ravno pri Ameriki, v naslednji oddaji se javljamo s CES-a v Las Vegasu in z avtomobilskega salona v Detroitu. Do takrat pa YouTube, avtomobilnost na MMC-ju in pa seveda Instagram ter Facebook.